Nahajam se na mejnem prehodu Sečovlje z enim samim namenom, da izkoristim ta prečudovit dan in odkolesarim Parencano vse do Poreča. Živjo, en prečudovit kolesarski pozdrav, krasno vreme, popolnoma sončno in približno 17 stopinj Celzija. Nahajam se na hrvaškem delu Parencane, ki teče od Sečovelj do Poreča. Teh 80 km nameravam premagati kar v enem kosu. Začel sem na mejnem prehodu Sečovlje in takoj, ko prideš na Hrvaško čez mejo, zaviješ desno po označbi za Parencano. Najprej je ozka asfaltna pot, ki malo kasneje preide v makadam. Gre za tak prijeten rahel vzpon v smeri proti Savudriji. Pot je zelo lepo označena s tablami in ni nobenega problema, da ne bi našel. Če koga bolj natančno zanima, kje poteka trasa Parencane, bom pa dal od spodaj v opis videa link do svoje Strave. Je pa na trasi vse polno kolesarjev, tako da že če boste samo njim sledili, boste našli pravo pot. Savudriji se približaš na kakšnih 5 km, potem pa trasa ostro zavije skoraj za 180 stopinj nazaj v smeri proti vzhodu, proti Bujam. Fora je namreč v tem, da vlak ni zmogel kakšnega hudega vzpona, več kot kar 2%. Moral je pa priti iz višine 0 na višino 293 metrov, ki je najvišja točka Parencane. Zato bodite prepričani, da tukaj ni nobenih vzponov, praviloma so tam med 1 in 2%. Celotna trasa proge, ki rečemo tudi Porečanka, je od Trsta do Poreča dolga 123 km. Jaz sem slovenski in italijanski del že prekolesaril s specialko, saj tam je v bistvu vse poasfaltirano. Danes sem pa prišel na pot z gorskim kolesom, ker me zanima ta hrvaški, makadamski del Parencane. Pot na trenutke, na kratko pride malo na asfalt, pa spet v gozdičke in naprej po makadamu. Prav super je. V bližini mesta Buje je tega asfalta nekaj več, ker so pač tako speljane ceste in krožišča. Drugač pa vidim tudi, da je na določenih odsekih prav na novo narejen makadam, očitno preurejajo traso oziroma izboljšujejo, da bo dostopna čim več kolesarjem. Mi je pa zanimivo, ker zdaj tako, ko gledam, ta pot je široka 2,5 metra in si v bistvu sploh ne morem predstavljati, ker Porečanka je bila ozkotirna železnica, širina tirov je bila 76 cm, kar je v bistvu enako širini moje Belance. Dejansko so bile tračnice široke toliko, kot je širina tega travnatega pasu na sredini kolovoza. Kako hitro beži čas, kadar je lepo. Saj ne morem verjeti, sem že na 20 km, se pravi na 1/4 moje današnje proge. Fenomenalno. Samo malo, sekundo, se tukaj ustavim. Slišite to? Mir in tišina. Že od vsega začetka se tako zlagoma vzpenjam med 1 in 2%, zdaj pa čez kakšne 4 km me čaka najvišja točka Parencane in to je vasica Grožnjan. Tik pred Grožnjanom sem prišel do prvega tunelčka. Te so morali narediti zato, da so lahko speljali traso za vlak, da ni bilo prevelikih vzponov. Prav v ta namen sem s sabo vzel to lučko Specialized, da si malo posvetim. Zdaj bom pa naredil tukaj eno izjemo iz trase in sicer se bom zapeljal v Grožnjan, da vam pokažem, kako lepa vasica je to. Če kdo še ni bil, priporočam, krasna varianta za izlet. Grožnjan je mesto umetnikov in tukaj je vse polno teh majhnih delavnic, umetniških, slikarskih, kiparskih. Naredim en mini krog, ni prav, da se vozim s kolesom tukaj po teh ozkih uličicah. Tok da vidite, potem pa grem naprej. Hkrati pa vem tukaj za en vodni vir, da bom lahko napolnil en bidon. Je lik za prvomajske praznike in je tukaj vse polno turistov. Po obisku Grožnjana se vračam na traso Parencane in takoj ob vasi je še en tunel. Točno noter v sredini tega tunela trasa Parencane doseže svojo najvišjo točko 293 metrov. Tunel je dovolj razsvetljen, da niti ne rabim prižigati svoje lučke. Se pravi, na 24 km sem preplezal od višine morja do višine 293. Potem se pa začne približno 20-kilometrski spust do doline Mirne, skoraj nazaj na točko 0. Tudi za ta spust velja enako kot za vzpon, da ne bo nič kaj preveč divji,
ampak tam nekje okrog 1 do 2%. Ta del trase, kjer se spuščaš, ti je v bistvu podarjen, saj skoraj ne rabiš poganjati pedal. Tukaj sem se prav na hitro ustavil, ker je en lep razgled na dolino Mirne. Evo, tam dol teče reka. Tja dol se moram spustiti. Tako pa kdaj udari kakšen kamen izpod sprednje gume gor v karbonski okvir. Vem, srce boli. Čudovita proga je, fenomenalna. Kako lepo, da so ohranili to traso in kakšno srečo imam jaz, da se lahko po 100 letih vozim po njej. Moraš biti pa previden tudi pri takem rahlem spustu, saj dosti bolj pridejo do izraza razne nepravilnosti v tleh, kakšni izbočeni kamni ali pa grušč. V tem senčnem gozdnem predelu je trasa tudi malo vlažna in blatna, ampak nič kritičnega, nič hujšega. Sem prišel v naselje Livade, ura je 12:40 in jaz bom tukaj naredil en kratek postanek. Seveda pa ta moj postanek tle v Livadah ni naključen, tukaj sem se srečal z eno precej meni ljubo osebo. Živja. Tle bova nekaj pojedla, napolnila kamero, telefon, tako da bi temu lahko rekli en tak operativni postanek. Kako je pa šlo kaj? Od Sečovelj do Grožnjana je ful lepa, skozi malo gor, ampak tak krasen makadam. Potem, ko pride pa spust dol proti sem, je pa ful tako kamnita, taki izbočeni kamni, grušč, je pa treba malo bolj paziti. Pa v blatu, v senčnih delih noter. Če ne, super, ogromno kolesarjev sem srečal, prav fajn, lepa. Zdaj bom prečkal dolino Mirne in se po Parencani peljal okrog Motovuna in potem naprej proti Višnjanu. Spet sledi 20-kilometrski vzpon s takim nežnim naklonom. Super sva se najedla, za predjed sva naročila sir s tartufi in z olivami. Kako dober. Super. Potem za glavno jed sem pa jaz imel raviole z gobami. Tudi to je super okusno. Žena pa je imela testenine s tartufi. Vse skupaj sem splaknil z 2 brezalkoholnima pivama. Končni račun je bil 50 €. Parencana naredi prav cel ovinek okrog Motovuna, se pa vidi, da tudi na tej strani reke Mirne ne gre brez tunelčkov in viaduktov. Tej daljši tuneli so osvetljeni na senzorje, tako da je treba iti počasi in previdno, ker včasih kakšen senzor ne dela ali pa se mogoče prižge malo kasneje, tako da nimaš osvetljeno prav celo pot na 100%. Ja, več kot 100 let je že stara Parencana. Gradili so jo od leta 1900 do 1902, nato pa je ona obratovala 33 let do leta 1935. Mi je bilo pa zanimivo, ko sem prebral, kako so bili otroci že pred 100 leti navihani. In sicer so tukaj na teh najbolj strmih odsekih namazali tirnice s figami, da je k lokomotivi spodrsavalo. In včasih se je zgodilo, da so mogli potniki enostavno stopiti dol z vlaka in pomagati poriniti, da je kompozicija lahko speljala. No, pa se ustavim še na enem viaduktu oziroma mostu. Ta se imenuje Krvar, dolg je 40 metrov, visok pa 15. Lepo, ne? Meni so take stvari super, nekomu mogoče ne pomenijo nič. V 3 urah sem naredil 56 km, kar pomeni, da je moje povprečje slabih 19 na uro. In približno tako hitro je vozil tudi vlak po Parencani, se je od Trsta do Poreča rabil tam med 6 in 7 ur. Tukaj v bližini Višnjana sem prišel na nadmorsko višino 270 metrov in dobil tak občutek, da se je proga zravnala,
Tako da bo verjetno zdaj sledil sklepni del, tisti spust dol do morske obale v Poreč. Res je lep spust, tako med vinogradi, skozi gozdičke, med oljčnimi nasadi. Občasno se približa glavni cesti, pa spet zavije proč. Po prevoženih 75 kilometrih pa se je v daljavi že dalo zagledati morje. Ko prideš enkrat na asfalt, veš, da si v Poreču. Jaz sem v zaključnem delu poti. Ne vem točno, kje se Parencana konča. Bom videl. V vsakem primeru se bom pa najbrž zapeljal še do centra Poreča, če sem že lih tukaj. Tukaj nekje se Parencana konča, čeprav nisem točno uspel ugotoviti, ali je bila kakšna postaja tukaj, kakšni tiri. Nimam pojma. Vsekakor. Uspelo mi je pripeljati od Sečovelj do Poreča 80 km, dobre 4 ure. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.